spoštovani županski kandidati, cenjeno občinstvo, gledalci neposrednega internetnega prenosa na spletni strani večer.com in Facebook profilu naše medijske hiše. Dobrodošli na večerovem soočanju kandidatov pred lokalnimi volitvami v občini Maribor, na katerem z nami 5 od 15 županskih kandidatov. Tistih, ki jim po javnomnenjski raziskavi, ki jo je za večer izvedla agencija Nina Media, na volitvah, ki bodo to nedeljo 20. novembra, kaže najboljše. Z nami so tako aktualni župan Saša Arsenovič, ki kandidira s podporo volivcev, Franc Kangler, lista Franca Kanglerja, Nova ljudska stranka. Vojko Flis, Gibanje Svoboda, Dejan Kaloh, Slovenska demokratska stranka. in Lidija Divjak-Mirnik, LPR. Soočenje bova vodila Bratko Zavrnik, novinar Radia Maribor, in Igor Selan, novinar Večera. Začnimo pa z vami, gospod Arsenovič. V tem mandatu je bilo vsaj infrastrukturno veliko postorjenega. Kljub temu pa je vaš način vodenja občine vse skozi razburjal. Osrednja očitka sta bila predvsem dva, neenakomeren razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter trmasto vztrajanje pri svojem, torej nezmožnost poslušanja drugih mnenj. Zaradi tega se vam je zgodila Bresternica, korak nazaj ste morali narediti tudi pri stolpnici pri Štuku. Se vam ne zdi, da bi morali kot župan občane poslušati bolj in to še preden pride do revolta? Ja, hvala. Torej, moja osnovna zaveza je bila, da preidemo od besed k dejanjem. Pri tem smo bili očitno s pomočjo mojih dragih sodelavcev izjemno uspešni, kot še nikoli, kot ste sami povedali. Proračun smo iz poprečno 94 milijonov leto dvignili na sedanjih 140, pri tem zagotovili sredstva, da bomo počrpali 60 milijonov nepovratnih sredstev evropskih in slovenskih pri projektih 120 milijonov, ki pokrivajo od aglomeracije, športa, zdravstva, kulture, urejanja mesta, e-mobilnosti. In pri tem je seveda treba biti odločen in pri takem velikem številu projektov se seveda dogaja neljube napake. Najhujša je bila tiste potopne smeti pri UGM-u. Drugače pa seveda, če ne bi bil zmožen dialoga in povezovanja, kot naprimer kot predsednik partnerstva za Pohorje, kot predsednik vzhodne kohezije, operativni program je sprejet, kot tisti, ki si je želel povečati delovanje skupne občinske uprave in smo zato dobili $500 milijonov nazaj od države Slovenije, potem seveda ne bi mogli dosegati teh rezultatov. Tu in tam pa seveda se zgodi, da nekdo gre nekam preveč, zato smo z velikim veseljem tistih 18-metrsko vnaprej predvideno višino stolpnice omaknili in bo arhitekturni natečaj pokazal, kaj z tisto okolje najbolj primerno. Vemo pa, da tam bila v dosedaj veljavnem prostorskem načrtu predvidena severna obvoznica, tako da bodo stanovalci v vsakem primeru tam pridobili, ker smo začeli, ne samo začeli, ampak imamo podpisan sporazum z državo o tunelu, ki bo šel pod mestom in nikogar ne bo motil. O konkretnih projektih bomo še spregovorili. Gospod Kangler, z vami nadaljujemo. Vi ste med delom občanov prepoznani kot ljudski, pa vendar vam je to isto ljudstvo leta 2012 izkazalo nezaupanje, iz občine ste odšli v vsem dobro znanih razmerah. Kljub temu ste se potem še dvakrat, tako leta 2014 kot 2018, skušali vrniti na vrh občine, obakrat neuspešno. Zakaj menite, da vam bo tokrat v tretje vendarle uspelo? Hvala lepa za vprašanje. Vem, da je to vaša bolečina iz leta 2012, ampak jaz sem se odločil, da Mariboru ponudim svoje znanje, svojo politično kilometrino. Jaz sem prepričan, da Mariborčani imajo dober spomin, kaj se je v mojem mandatu takrat zgradilo, da sem prešel od obljub k dejanjem, da vse, kar sem obljubil takrat, sem tudi storil in naredil. Da malo se spomnim nazaj, pogledajte, 20 let smo bili priča v Mariboru, kje bomo zgradili zavetišče za živali. Mi, ne jaz, mi, takrat v mojem mandatu smo ga zgradili. 20 let smo se pripirali, kje bo ostalo Lutkovno gledališče. Mi smo ga zgradili. Nesrečni slučaj gondole, mi smo ga zgradili. 7 milijonov evropskih sredstev smo pridobili za prvo in drugo fazo ljudskega vrta. Kulturno prestolnico Evrope.
če pogledate v neposrednji bližini tudi Večera, Naskov dvorec, 2 milijona. Počrpali smo takrat iz regionalnih razvojnih programov, iz Interrega 3 in za razvoja podeželja preko 53 evropskih projektov. Znanje imamo, izkušnje imamo, vendar vedno so volivci tisti, ki ocenjujejo preteklost, predvsem pa vizijo za prihodnost. Če še za trenutek ostanemo pri vas, med vsemi 15 kandidati ste edini, ki javnosti niste razkrili svojega premoženjskega stanja. Vaš odgovor se je glasil, da ste ga prijavili KPK. Zakaj ne torej tudi javnosti? Se vam ne zdi, da ima prav ta pravico izvedeti? Seveda, to ste govorili že o meni, pa pisali o meni, tako da vso moje premoženje je popolnoma jasno in znano. In ničesar ne skrivam. Zakaj torej ni bilo razkrito javnosti, če ničesa ne skrivate? Smo razkrili javnosti, da je vse, kar je bilo na KPK-ju, vse prijavljeno, nimam pa ničesar drugega kot pol stanovanja, 1/3 apartmana, stari avto, stari traktor, tega dobro poznate, 40 let Štajer, pa kmetijsko zemljišče in malo kmetijo, s katerim tudi upravljam, še trenutno. Gospod Flis, vi ste se za župansko kandidaturo najprej dogovarjali s socialnimi demokrati, nato pa tik pred zdajci presedlali Gibanju Svoboda. Do zdaj še niste natančno pojasnili, zakaj ta odločitev. Je šlo za oportunizem in ali v primeru, da ne boste izvoljeni, obstaja kak dogovor, da postanete veleposlanik, kot se govori, ali morda spet direktor UKC Maribor? Vsak županski kandidat si želi širšo podporo ali pa zelo široko podporo, ker drugače težko spravi v življenje neke projekte. Včeraj sem od gospoda Arsenoviča slišal, da naj kar sam podskrbim za to, da bo OFEN na vladi podpisan, čeprav je to vloga župana. Pa najbrž je gospod Arsenovič dobronamerno mislil, da pa je vendarle dobro, če imaš podporo neke stranke, če imaš podporo vlade, ali pa če ta podpora še širša, kar pomeni, da lahko, ko gre za velike projekte v mestu, te projekte brez velikih trenj izpelješ, čeprav izkušnje kažejo, da je Maribor vedno težko izpeljeval projekte, ki so za mesto veliko pomenili, pa so bili seveda tudi dragi. Ampak na vprašanje vseeno niste odgovorili, vprašanje se je glasilo. Sem odgovoril, iščeš širšo podporo, iščeš in se dogovarjaš, če ti dogovori ne prinesejo nekega rezultata pred tem, so pa potrebni tudi potem. Tudi v mestnem svetu bodo potrebni pogovori o tem, mora biti, kako bo tekla koalicija in v političnem prostoru ni to nič nenavadnega. Še to vprašanje za vas, gospod Flis. Premier Golob je ob najavi vaše kandidature dal vedeti, da bo Maribor, če boste izvoljeni vi, deležen več podpore, kot bi bil sicer. Se vam zdi to primerno? No, jaz sicer tega nisem zaznal, dal pa je vedeti, da bo sodelovanje dobro in da bo morebiti neke velike projekte z nekim primernim pristopom lažje izpeljati. Ampak mislim, da je to tudi namen tega, če vodiš mesto, da imaš dostop do vlade, da se lahko z vlado pogovarjaš in da se lahko dogovarjaš o velikih projektih, ki mesto čakajo. Kaj pa o takem mnenju gospoda Goloba mislite ostali? Gospod Arsenovič, začnemo pri vas. Ena izjava je bila malo smešna skoraj, če lahko to uporabim, da če bomo izvolili gospoda Flisa, da bo potem pa Maribor končno dobil to, kar si zasluži. Maribor mora to dobiti, ne glede na to, kdo bo župan ali županja. Kar se pa tiče sprenevedanja gospoda Flisa na jasno vprašanje in da že pri prvem vprašanju uspete spet moje ime uporabiti, bi vas pa vprašal, kakšna pa je vaša širša podpora strani volivcev, lahko bi jo preverili, in ali, ko ste bili direktor 4 leta UKC-ja, niste imeli podporo teh istih ministrstev in drugim, ki bi vam lahko omogočili, da bi UKC zgradil prepotrebno infrastrukturo. Časa sva imela oba enako, v mestu se gradi, na UKC-ju pa ne vidim nič. Zdaj, ker ste bili neposredni zvani, gospod Flis. Ne vem, gospod župan, če smem še vaš priimek izreči, upam, da dovolite, mislim, da sem ga izrekel dovolj spoštljivo. Podporo volivcev mislim, da bomo testirali v nedeljo, takrat bomo videli pravi test, kakšna bo ta podpora volivcev. Kar se pa tiče seveda UKC Maribora, pa smo 2 leti se borili s pandemijo in je bilo v tistem obdobju zelo težko graditi in takrat tudi vi niste gradili, kolikor vem. Če se pa motim, jo boste pa popravili. Gospod Duljak, vi ste od LPR hkrati tudi članica Gibanja Svoboda, če boste županja, si obetate enake podpore od premijera kot gospod Flis? Dober večer. Ja, res je. Postala sem članica Gibanja po združitvi
stranke, v kateri sem bila prej. Jaz v popolnosti podpiram politiko Gibanja Svoboda na nacionalni ravni in se z vsem strinjam, kar se počne na nacionalnem nivoju. Kar se pa tiče lokalne liste in mojega delovanja v lokalnem okolju, pa zelo dobro veste, da sem od 2006 bila zmeraj izvoljena in kandidirala na listi za pravičen razvoj. Že torej 4 mandate bila izvoljena in nadaljevala bom v tem kontekstu. Kar se pa tiče vašega vprašanja oziroma podpore, jaz se seveda nadejam, da ne glede na to, kdo bo župan, bo vlada in poslanci, in v to sem prepričana, bodo prisluhnile potrebam, ki jih v Mariboru imamo. In zato si bom seveda vsak dan tudi prizadevala. Gospod Kaloh, kaj pa vaše mnenje o izjavi gospoda Goloba? Ja, gledajte, vi dobro poznate mojo politično pot. Jaz sem že bil takrat drugič oziroma v prvem mandatu poslanec, ko smo imeli intenzivne obiske vlade Republike Slovenije, se pravi, ko je vodil gospod Janez Janša. Zdaj je tukaj malo deplasirano govoriti, jaz sem poslušal to izjavo, da seveda bo zdaj šele Maribor deležen posebne pozornosti, ampak to enostavno ni res. Pod našo vlado, vsi veste, sofinanciranje centra Rotovž, selitev ključnega oddelka v matično enoto, zgoraj v Slivniške Pohore, delanje. Naša vlada sofinancirala v Mariboru, bomo še prišli, gospod Kaloh. Tako, samo v enem obrisu, delanje negovalne bolnišnice in tako dalje, tako da lahko cenim to Golobovo izjavo res za deplasirano, ne, desne vlade so zlasti znane po tem, da ogromno dajo Mariboru. Gospod Kangler. Jaz upam, da je ta izjava gospoda Goloba bila posrečena in da ni mislil resno. Ali pa da se mu zareklo. Jaz sem bil 6 let župan, imel sem 2 predsednika vlade, gospoda Janeza Janše in gospoda Pahorja, z obema sem dobro sodeloval in nisem imel občutka, da zato, ker sem župan ljudske stranke, da katerakoli vrata v Ljubljani ne bi bila odprta. Ko sem bil državni sekretar, moram reči, da sem tesno sodeloval z nekaterimi župani različnih strank ob meji. Glede na to, kje sem imel funkcijo državnega sekretarja, najbolj sem sodeloval z županom SD-ja iz Ilirske Bistrice, ker so pač bile takšne potrebe, veliko smo pomagali in mislim in upam, da to ne drži, koliko slišim, to bo več povedal gospod Arsenovič, da nekdo čaka v Ljubljani, da se zaključijo lokalne volitve, da evropska sredstva sprostijo za Maribor. Če je to res, potem moramo ne glede na to, kdo danes tukaj stoji za župana, vsi proti temu protestirati. To je denar za Maribor, ta denar pripada Mariboru, ne glede na to, kdo je župan in kdo bo župan. O čem točno, gospod Arsenovič, govori gospod Kangler? Govori o tem, da pri nekaterih zahtevkih od države čakamo na denar že nekaj mesecev, pa mogoče tudi o tem, da projekt, ki traja od leta 2014, zahodna obvoznica, ki ga mestna občina Maribor sofinancira v višini 20% in si že ves čas prizadevamo, smo iskali tudi rešitve, jih našli v Hočah z gospodom Fišer in gospodom Gašparičem za zamenjavo zemljišč, ker prej ni bilo moč načrtovati tega, da pa potem pride gospod minister Kumer in se slika z županskim kandidatom, namesto s tistim, ki je 4 leta to delal in si prizadeval za to, da bo, upam, zahodna obvoznica končno se začela in bi se že lahko in morala, ker vem, da je vsaj en ponudnik pod zagotovljenimi sredstvi in bi lahko, upal sem, da bo prišel in bo povedal, da vse pogodbe podpisal z znanim izvajalcem, kar je potem bilo malo bolj zaveriti, da bo ta gradnja se res pričela. Mestna občina Maribor, kot rečeno, je zato zagotovila 4 milijone evrov. O tem še bomo kasneje. Hvala lepa, gospod Arsenovič. Gospod Gila Kmirnik, podobno vprašanje zdaj za vas, kot prej za gospoda Kanglerja. Tudi vi ste že kandidirali za županjo, takrat vam ni uspelo. Zakaj ste prepričani, da boste tokrat volivke in volivce prepričali? Zato, ker v listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti menimo, da so bile te v 4 letih zelo zapostavljene in zato, ker jih bomo v mojem mandatu tudi začeli resno jemati, jih slišali in seveda v skladu s potrebami ljudi v mestnih četrteh stvari tudi urejali. Ne pa tako kot sedaj aktualni župan, ki je urejal samo center. Spregovorili smo tudi že
Spregovorili smo tudi že, da ste torej po BLPR članica še Gibanja Svoboda. Kako komentirate, torej, da je ta stranka v županski tekmi izbrala kolega doktorja Flisa, ne pa vas, ob tem, ko doktor Flis sploh ni član te stranke? Zdaj, če je dr. Flis stran te članke dal, ne vem, ampak kot rečeno, Gibanje Svoboda seveda potrebuje svojega kandidata, tudi v Mariboru, vse to je dosti logično. Gospod Kaloh, dokot menite, da je primerno iti v političnem boju? Mediji pod okriljem vaše stranke pri diskreditacijah nasprotnikov namreč pogosto ne izbirajo sredstev. Ja, gospod Celan, hvala za to vprašanje. Jaz sem sam nekaj časa kot študent pravne fakultete delal kot honorarec za Večer, predvsem sem pisal reportaže pod že pokojnim Srečkom Nildorferjem, sem v bistvu vašo hišo cenim. Kaj se pa tiče medijev, katere omenjate, zdaj se pravim, uredniška politika je takšna pač kot je pri določenih medijih, zdaj se lahko z njo strinjam ali pa ne, mislim pa vseeno zaradi pluralnosti mnenj, da je ta maurica medijev tako nazorsko levih kot desnih, da je za slovensko medijsko krajino nujna, se pa ne strinjam nikoli s tem, da bi mediji nekako načrtno diskreditirali kogarkoli, to pa jaz osebno obsojam in kot človek in kot poslanec. Sicer pa je že dolgo znano, da je sistem financiranja občin v Sloveniji neustrezen. Po informacijah Mariborske občine ta letno za izvajanje zakonskih nalog dobi kar od 20 do 25 milijonov evrov premalo. V stranki SD so izračunali, da je bilo mesto od leta 1995 prikrajšano kar za 400 milijonov evrov. Gospod Arsenovič, kaj konkretno ste vi naredili za to, da se ta anomalija odpravi in zagotovi ustrezno financiranje občine in kako se boste s problemom spopadli, če osvojite tudi nov mandat? Ja, ti napori potekajo na več nivojih. Eno je v Združenju mestnih občin Slovenije, drugo je v skupnosti občin Slovenije, kjer imamo narejene natančne tabele, tudi na ZOS-u. Torej vse občine v Sloveniji si prizadevajo za to, da bi prišli do nekega pravičnega financiranja, da bi dobili vsaj toliko denarja, koliko nam država nalaga obveznih nalog, pomeni, da smo brezplačen računovodski servis. Vse te tematike smo odpirali z vsemi tremi že predsedniki vlad direktno, z vsemi tremi ministri za finance direktno in z vsemi tremi ministri za javno upravo, ker si ta dva resorja delita to čudovito formulo, kjer Maribor izpade na žalost slabše kot marsikatera. Torej smo v skupini odvisno od povprečnine nekje 50 do 70 občin, ki dobijo manj, kot imajo obveznih nalog. Nekatere pa dobijo več in zaradi tega je ta sistem težko spremeniti, ker bi morali nekomu vzeti, ampak počasi bomo morali priti do tega, da bo jasno, in to je za drugi korak, na katerem delamo tudi za novo vlado, ki ima razumevanje za to, da bomo občine, ki imamo tudi druge naloge, ki jih manjše občine nimajo, zaradi tega dobile več denarja. Pri zadnjih pogajanjih smo bili uspešni, 645 smo prišli na 700 evrov po prebivalcu, ampak to še vedno ne bo dovolj, zato ker je bil učinek tega, samo da bo javnosti znano, je približno 4,5 milijone več denarja za mestno občino Maribor, vendar je vlada istočasno sprejela sklep o povišanju plač v javnem sektorju, ki pa ima učinek na mestno občino 3,5 milijone. Se pravi, je razlika 1 milijon, če pa vemo, kakšna je draginja, koliko več stane ogrevanje vrtcev, šole in ostalega, je seveda tudi ta povprečnina bo manjša, kot bomo dejansko imeli stroškov. Zdaj, večkrat ste se tudi javno pohvalili s tem, kako uspešno je bila občina pri črpanju evropskih sredstev, a uradni podatki kažejo nekoliko drugačno sliko. Občina je v obdobju 2014-2020 počrpala le 13 milijonov evrov, kar je uvrščena sam rep med 212 občinami v Sloveniji. Ljubljana denimo je v istem obdobju na prebivalca počrpala kar 3-krat več. Jaz imam to tabelo vedno zraven, pa bomo verjetno zdaj morali dati na, ne vem, kaj največ gledate, Facebook, Instagram ali nekaj takega. Tukaj je. V teku je seveda za 123 milijonov projektov, kje bomo dobili 60 milijonov vrnjenih. Pa zdaj je tukaj CTM, pa DRR, pa vsi ostali projekti in smo pravzaprav počrpali ne samo vse, kar je bilo na voljo, ampak nažalost tudi vse, za kar smo imeli dovolj denarja, kljub temu, da smo refinancirali 40 milijonov
za 40 milijonov kreditov in se zadolžili z fiksno obrestno mero plus 0,14 in na ta način prihranili 400 tisoč evrov obresti na leto. Ampak se pravi, ko govorite o počrpanih 65 milijonih evrov, tukaj vključujete že denar, ki ga še sploh niste dobili, ne? Glede, aglomeracije 11 milijonov so v teku, Nabrežje je v teku, Brvo je v teku, Park je tisti, za katerega še nismo dobili denarja, Dvorana Tabor tudi. Se pravi, jaz upam, da bo do konca leta slika boljša, en del teh projektov pa je v teku. Zdravstvena postava Magdalena se komaj pričela graditi, to že upoštevamo, se pravi, ker tu več ni poti nazaj. Država je podpisala sklep o sofinanciranju in je stvar samo časa. Teda nisem nikoli rekel, da smo že počrpali, ampak da smo naredili vse, da so projekti v teku in da bo ta denar, ko bo projekti zaključeni, prišel na račun Mestne občine Maribor. Gospod Kangler, Gospod Kangler, na problem podfinanciranja občine, če se vrnemo k sistemskemu, torej sistemski ureditvi, na to ste kot župan opozarjali že vi in pri tem ste bili enako neuspešni kot aktualni župan. Zakaj je formula za izračun povprečnine tako trd oreh, da ga do zdaj ni uspel streti še nihče in kaj bi kot župan, če boste spet izvoljeni, naredili, da se torej sistemski problem reši? No, to je vaša ocena, da sem bil neuspešen. Če je še danes podfinancirana enako, kot je bila pred 10 Mi dovolite, leti. gospod Solan? Kar izvolite. Zakon je o lokalni samoupravi, ki je začel veljati 1.1.1994, je bil krivičen do mestnih občin. Tudi kot državni svetnik smo si zelo prizadevali, da bi drugo stopnjo lokalne samouprave dobili, to so pokrajine, ker bi razbremenili državno upravo in na nek način zagotovili, da bi pokrajine, po sedežu pokrajine, bile dodatno financirane. To je samo kmečka pamet potrebna in je vsakomu jasno. Poglejte primer. Mi imamo kopališče Pristan, ki je vlasti občine. In za kopališče Pristan mislim, da občina porabi okrog 400 tisoč evrov za vzdrževanje oziroma ogrevanje. Otroci okoliških občin imajo popolnoma enako ceno kot otroci iz Maribora. Šoloobvezni otroci za plavalne tečaje. Jaz mislim, da je prav, da nam zato, ker občina Maribor ima zavod, ki je upravljal naloge regionalnega pomena, več prizna pri financiranju občin. Kakšni bodo konkretni vaši ukrepi? Problem poznamo. Problem pa je, kakšna bo rešitev? ni problem pri gospodu Arsenoviču ali pa pri nas kandidatih, problem pa je, in pozivam vse mariborske poslance, da vložijo zakon o financiranju mestnih občin in lahko to čez noč pri Svobodi rešimo, če bo volja, če bo interes. Čez noč. Zakon po hitrem postopku v 2 mesecih je sprejet. In bo mesto Maribor in tudi druge mestne občine, in ne samo mestne občine. Slovenska Bistrica ni mestna občina, pa za nekatere okoliške občine tudi izvaja nekatere naloge. Poglejte poklicni zavod gasilci, kdo ga financira. Imamo pogodbe sosednjih občin. Imamo. Ali pa muzej NOB. A so bili partizani samo v Mariboru? Ampak saj pravim, to je problem, ki ga poznamo že dolgo, rešen pa še vedno ni. Gospod Arsenovič, ste hoteli kaj povedati? Ja, da muzej ni NOB, ampak je muzej NO, Narodne osvoboditve, ki nima veze z tistim B-em. Kar se pa tega tiče, kar je povedal gospod Kangler, pa je stvar nas vseh skupaj, predvsem pa tistih, ki so ali na ministrstvih, predvsem pa poslancev, ki imajo v našem primeru kar dosti glasov, ne samo naših mariborskih 6, ampak še tistih, ki se to tiče v Prekmurju in na Koroškem, da enkrat pač se odločite in se vprašate, kaj je pred vami, kaj je glavno, ali vaše mesto ali pa funkcija, in takrat bo stvar takoj rešena. Gospod Kaloh, vi zmeraj poudarjate, tudi v uvodu v to soočenje ste to izkoristili, da imajo desne vlade večji posluh za Maribor kot leve, ampak problem podfinanciranja Maribora je ostal nerešen tudi pod vašo vlado. Se strinjam. Pod vašimi vlada ni. To sem tudi v svojem programu izpostavljal, zdaj kolega Kangler je to izpostavil, tudi Ljubija na isti valovni dolžini, zdaj glede na to, da imamo tudi mislim na kolegico iz Svobode danes tukaj, jaz se strinjam, da ta most postavimo, ravno zakon o mestnih občinah bil tisti, ki bi to zatečeno stanje dejansko rešil, ne bi presekali ta gordijski vozel.
še tisto, kar ste pa prej spraševali, pa gledajte, jaz mislim, da se župan dokaj nespretno branil glede neučinkovitosti črpanja evropskih sredstev, ne samo po absolutnem znesku, ko ste govorili, ne 13 milijonov, ne napram Ljubljani, ki je načrpala 10-krat več, skoraj 122 milijonov. Tudi, gledajte, naše sosedne občine, Selnica ob Dravi počrpa 1979 evrov na prebivalca, Slovenska Bistrica 765 evrov, ne, mi pa oborni 125 evrov. Kaj bi jaz naredil? Prevetril bi dejansko to projektno pisarno, da vidimo, moramo imeti dosti više cilje, moramo priti na petkratnik tega, kaj imamo zdaj sedaj, in pa da vidimo, če tu v projektni pisarni so dovolj strokovno sposobljeni ljudje, kaj tam dela, se znajo prijavljati na razpise, če ne pa dajmo še, ne vem, outsourcing. Govorimo o problemu podfinanciranja občine. Ampak to je tudi povezano, kako sta, dve plati istega kovanca, zdaj za investicijsko in projektno dokumentacijo, zdaj, če ni dovolj strokovnega znanja, dajmo še to okrepiti, ne. 125 evrov na prebivalca je sramoten znesek črpanja evropskih sredstev za eno štajersko prestolnico. Gospod Arsenovič, tu morate odgovoriti, potem pa dobite tudi vidva za svoj čas. To je pravzaprav čista politična puhlica, obračanje številk, da bi mi izpadli slabo ravno na točki, na katero smo najbolj ponosni, in tega se ne bom pustil vzeti. 60 milijonov, o tem bo pisala zgodovina, kaj je ta ekipa naredila, pa dajte malo časa. Tako da izjemno sem ponosen prav na projektno pisarno, na vse sodelavce, na vseh uradih, da smo zmogli iz nič priti na teh 60 milijonov, ki se vidijo posod, dragi občani, jaz mislim, da vidite, da delamo. Gospod Divjak Mirnik, tudi vi ste prosili za repliko, pa ob tem še vprašanje. Bili ste poslanka stranke LMŠ, ko je bila ta največja vladna stranka, pa morda še v vašem primeru, kje so razlogi, da vam na tem področju takrat ni uspelo, torej na sistemskem financiranju občin, in kaj bi zdaj storili, mislite, da bi vam pa zdaj morda s čim uspelo? Razlogi, zakaj ni uspelo, so v tem, ker ni bilo podpore dovolj, tu zdaj neke velike filozofije ni. Tisti, ki to morajo storiti, temu se pa rečejo poslanci, da morajo stisniti. Pa kot vi veste, mi nismo imeli večine, pa ne bom zahajala na to, kaj se je dogajalo v preteklosti, bom pa zahajala v to, kaj so rešitve za ta problem. 3 rešitve so. Prve so pokrajine, pomeni, da se vreča v Ljubljani razdeli na pokrajine in Maribor z okolico, oziroma jaz bi jih sama naredila 6, tako imamo Škofij, dobijo vsak svojo vrečico, ki jo delijo tako, kot jo morajo deliti. To je prva rešitev. Druga je poseben zakon o financiranju mestnih občin, ki je bil že dogovorjen, pa ga zdaj tisti, ki za 400 milijonov kao pozivajo, naj se jih Mariboru vrne, takrat niso podprli, to so SD mimogrede. In pa tretja rešitev, ki smo jo tudi zapisali v ta volilni program za pravičen razvoj, v listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti, to pa je, da si je potrebno aktivno prizadevati za poseben zakon o vzhodni kohezijski regiji in pa glavnemu mestu vzhodne kohezijske regije, če ostala dve varianti ne bosta šle skozi. Ampak rešitve niso nove, vse te rešitve so že znane in so se prigravale. Vprašanje je, kako jih boste udejamili, kako jih boste uresničili, kako bomo prišli do tega, da bo Maribor sistemsko financiran ustrezno. Prvič v zgodovini se nam je zgodilo, da imamo iz Maribora 5 poslancev. To se nam je zgodilo prvič v zgodovini, jaz sem bila edina takrat. In prepričana sem, da je tudi pri njih za to dovolj posluha. Zdaj pa, kar se tiče nekega dodatnega financiranja oziroma črpanja sredstev, mi v tem trenutku vemo, da do 2026 je potrebno počrpati celi načrt za okrevanje in odpornost. Tukaj morajo biti projekti pripravljeni in jaz upam, da so, oziroma da so vsaj že se orisujejo, ker jih je potrebno do 26, se pravi, zaključiti. To je ena pot. Kohezija se je odprla zdaj, tudi tu je ogromno denarja, zelene politike, digitalizacija, vse to je denar, ki v Evropi čaka. Kaj je potrebno za to storiti? Potrebno je storiti pravilno pripraviti projekte, ne da padajo na ta način in se potem z aneksi povečujejo, in pa delati je potrebno začeti. In jaz bom to počela. Gospod Flis, vi si v primeru zmage, kot smo slišali, lahko obetate večjo podporo vlade. Kako jo boste torej prepričali, da bo Maribor končno le ustrezno financiran? No, prosil sem za repliko, če smem. Lahko začnete z repliko, seveda. Jaz sem navdušen na to sliko, ki je slika gospod župan o razvoju mesta. Podatki države so pa seveda drugačni. Maribor je po razvitosti manj razvit kot Kungota ali pa Destrnik. Spada med podrazvite občine.
In potem je nekoliko čudno, da mesto, ki se ima, mestna občina, ki ima univerzo, ki se ima za kulturno, upravno, znanstveno središče neke regije, govori o tem, da je podfinancirana, če pa recimo Novo mesto, ki je enako kot Maribor financirano, se pa razvija za približno 25% hitreje, celo žiri se razvija hitreje, da o Kranju sploh ne govorimo. Skratka, rezultati, ki jih kaže gospod župan o tem, kako blesteče se razvijamo, so pač v nasprotju z uradnimi podatki države in za meni se zdi šokantno, da univerzitetna občina spada med podrazvite občine v Sloveniji, pod 150 mestom je od 212 občin. Če pa govorimo o tem, kaj je za narediti, to, kar bomo poskušali z zakonom urediti, da pač Maribor postane regijsko središče kohezijske severovzhodne regije. O tem je možno sprejeti poseben zakon in pač mesto zagotoviti poseben status s posebnim financiranjem. Gospod Arsenovič, morate odgovoriti na nekatere obtožbe. Torej, Maribor je že regijsko središče, tudi če smo za nas 150. mestu, pa brez tega zagona, ki ga delamo 4 leta, bi bili potem očitno na 200. mestu. Jaz nisem rekel, da smo mi že naredili vse, rekel sem, da smo začeli delati dobro, da imamo ljudi in da vemo, kam gremo naprej in dokazujem to s tem, da smo začeli sredstva črpati. Da pa je Maribor v tem stanju, pa je to že stara zgodba 30 let, pa vam nazaj ne šel na razpad Jugoslavije, pa propad industrije, pa 25% brezposelnih danes. Imamo rekordno nizko brezposelnost, imamo povečanje število vpisov v vrtce in šole, imamo največjo stanovanjsko gradnjo v mestu in tako naprej. Svoje pa lahko vi nas primerjate žiriji ali pa nekaj, bi pa bilo fajn, če bi vedeli, da je večina denarja za obnovo in razvoj bila mišljena na medicinsko dejavnost, pa se vam zaponavlja. Zdaj smo gospod Arsenovič. Replika, prosim. Ampak zelo kratka. Ja, zelo kratka. Če govorimo o tem, da imamo najvišjo zaposlenost, pa kakšna je demografska slika, potem to preprosto ne drži. Prvi steber kazalnikov razvitosti je ravno gospodarska razvitost, kjer smo izjemno slabi, po nezaposlenosti smo izjemno slabi, po dodani vrednosti na bruto dohodek po prebivalcu smo izjemno slabi, pa po dohodnini smo izjemno slabi. Če pa pogledamo demografske podatke, potem so pa v mestu tako črni, da lahko rečemo, v mestu več ljudi umre, kot se jih rodi, da mesto počasi po prebivalstvu umira. Zdaj vidim, da imate tudi ostali kandidati na to isto stvar. Replike pa bomo tu naredili en krog. Gospod Kangler, začnemo z vami. Tu se ne bom prepiral, ko se dva gospoda prepirata, ker imam drugačne poglede, ampak želim replicirati odprej glede financiranja občin, o tem govorimo. Tako. Kako rešiti? Potrebno je spet poznati zgodovino. Poglejte, sprejeli smo v Državnem zboru zakon o glavnem mestu. Ta zakon je bil z malo večino sprejet. Zakon o glavnem mestu zagotavlja Ljubljani odvisno od projektov, cirka tam 20 do 25 milijonov vsako leto. Takrat je poslanec Frangeš iz stranke SD obljubljal nam tistim, ki smo pač bili deležni pogajanj pri tem zakonu, da bo takoj vlada pripravila zakon o financiranju mestnih občin. Žal Frangeš več ni bil izvoljen za poslanca, zakona pa tudi ni bilo. Ampak za naprej? In če za naprej jaz se tukaj obvežem, zakon napišem v 2-3 dnevih, ga Gospod Kaloh, vi ste pravni. Seveda, nekomu je v tej dvorani smešno, ampak če bo gospod Kaloh vložil zakon o financiranju mestnih občin, jaz sem prepričan, da ga koalicija z Svobodo na čelu ne bo podprla. Če bo pa nekdo od Svobode predlagal ta zakon v Državni zbor, se bojo pa morali začeti in pričeti pogajati in je ta zakon lahko sprejeti, glede na večino v parlamentu. Gospod Kaloh. Ja, gledajte, najprej malo statistične korekture, da se ne bosta gospod Arsenovič pa gospod Flis tam preveč zapletala. Maribor je po razvitosti na 99. mestu med 212 slovenskimi občinami. Če bi šli na spletno stran Ministrstva za finance, bi videli, da so tam izračunali pač koeficiente razvitosti, med njimi so dejansko kazalniki nezaposlenost, poseljeno, število delovnih mest, indeks staranja prebivalstva in tako dalje. Je pa res, da je Maribor med mestnimi občinami najmanj
najmanj razvita občina. Med mestnimi občinami pa dejansko to drži, smo najmanj razvita občina. Jaz bi edino, ko ste spraševali o tem zatečenju stanju, gledajte, tudi aktualna mestna uprava, naj se malo zamisli, zakaj se je v tem mandatu gospoda Arsenoviča masa plač tako drastično dvignila. Zdaj vi veste, da so se povišali na rekordnih 8,2 milijona evrov. Seveda, da plače javnih uslužbencev ne določa občina, ampak država. Ja, seveda, ampak vseeno, kaj se to tiče v znesku, iz 6,34 smo prišli na 8,2 milijona, ampak gledajte, od 255 zaposlenih smo zdaj prišli na 310 zaposlenih. Zdaj se vprašajmo, če so vsi tudi prišli, ne vem, preko države, po diktatu, tako pravite, ali tudi gospod Arsenovič kaj poskrbel za to, da so se izdatki za maso plač dejansko toliko dvignili. Gledamo tudi na občinske finance. Gospod Arsenovič, v 4 letih ste dolg občine povečali skoraj za 2-krat, iz dobrih 40 milijonov ob koncu Fištračevega mandata na kar 77 milijonov evrov. Zdaj samo za obresti bo občina prihodnje leto plačala 1 milijon evrov, medtem ko je letos ta znesek bil kar 5-krat manjši. Kako bo v pričakovanih nižjih prihodkih v prihodnjih letih občina servisirala ta dolg in kaj bo sploh še ostalo za investicije? Torej, zam čist kratek. Gospa Lidija Divjak-Mirnik je bila poslanka in ne naredila nič, ko je bila poslanka zakonodajno telo, da bi prišli do fair financiranja občin in je zdaj iz te pozicije težko govoriti o tem, da bo karkoli lahko zato naredila kot županja. Zdaj govorimo o povečanju dolga občin. Ja, ampak nisem imel replike. Potem, kar se tiče odliva možganov, ob meni je gospod... Do odliva možganov še tu pridemo. Ostanimo pri dolgu občine. Dobro, v redu, občine. Sem že prej povedal in sem zelo vesel, da smo znižali, torej ravnanje za dolgom je izgledalo tako, da smo v letih 15 do 18 plačevali za obresti 2,2 milijona, v letih 19 do 20 zaradi upravljanja z dolgom 1,1 milijon, 1,1 milijon je ena urejena cesta, da smo se seveda morali zadolžiti, nažalost, ker imamo tako podfinanciranje občine, zato da smo lahko prišli do teh 60 milijonov evropskega nepovratnega denarja, smo morali seveda vzeti kredite in sem zelo ponosen na tudi malo športne sreče, ki jo rabiš pri takih odločitvah, da smo 37 milijonov, torej refinancirali smo 11 kreditov, vzeli 2 nova kredita, kjer imamo obrestno mero na mesto prej Euribor plus 1 do 2%, imamo sedaj fiksno obrestno mero plus 0,14, kar je tako rekoč nič, kar bo v naslednjih letih, ker so dolgoročni krediti 10 do 12 let in ob tej inflaciji je bila ta odločitev pravilna, da smo se zadolžili, ker bomo v resnici vrednostno bistveno manj vračali. Koliko bo ostalo za investicije? Mestna občina se razdolžuje za hitrostjo približno 5 milijonov na leto. Glede na to, da še ni zunaj razpisov evropskih za prihodno perspektivo, operativni program je sprejet, računam, da v letu 23 pa začetku 24, če ne bo tako velikih novih investicij, razen zdravstvena postaja Tezno, ker bomo takrat prišli do konca projektiranja in upam, da tudi OPN-ja, tako da bomo se lahko pred večjimi investicijami dovolj razdolžili, da bomo lahko črpali evropska sredstva iz kohezije, za katero sem se kot predsednik Vzhodne zelo boril. Lahko zdaj v enem stavku samo še pojasnite, kako se občina razdolžuje z hitrostjo 5 milijonov evrov na leto, če se je v 4 letih zadolžila za dodatnih 40 milijonov. Dolg je narastel za skoraj 100%, vi pravite, da se razdolžuje. Ampak anuitetna odplačila so od teh 77 zdaj, jih vračamo 5 na leto. Se pravi, bomo čez 2 leti dolžni 67. In še enkrat, če smo že pri statistikah, mestna občina Maribor še zdaleč ni med bolj zadolženimi občinami v Sloveniji, tako da imamo še čisto dovolj investicijskega potencijala, ki bo šel v naslednjem mandatu prav gotovo v urejevanje cest, ker se zdaj s tem nismo ukvarjali, ampak z evropskimi sredstvi. Kakšno pa je, spoštovani kandidati, vaše mnenje o tako povečanem dolgu občine in še hkrati bi prodali Farmadent? Občina je v zadnjem proračunu od prodaje že predvidela prihodek v višini dobrih 10 milijonov evrov, zaradi česar je bilo potrebno izvesti tudi obsežen rebalans. Gospa Divjak. Hvala lepa, da sem prišla do besede. Začela bom na koncu. Ne bi prodala Farmadenta. Jaz sem bila v Farmadentu 3 dni nazaj in kjer smo jasno ugotovili, da očitno prihaja spet do nekega, da rečem, privat interesa pred javnim interesom. Stališče Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti je jasen. Farmadent mora ostati v javni lasti. Kaj pa stališče glede dolga?
lahko, zato ker se nam ne sme zgoditi, da bomo od multinacionalk odvisni ali bomo imeli v Sloveniji ali pa v Mariboru zdravila. In to, gospod Arsenovič, sem dosegla, ne boste verjeli, tudi v Državnem zboru. Vi ste si pa mimo grede od takrat, ko ste postali župan, pa do zdaj, ko več ne boste, me že premislili, pa ste se odločili, da ga prodate, ampak ok. Še na kratko zdaj glede dolga, prosim. Ja, jaz sem bila za kar nekaj časa tiho, gospod Celan, in dovolite, da povem to, kar mislim. Kar se pa tiče vsega tega, kako smo super v Mariboru, kako se vsi priseljujejo, kako smo fajn in sploh, dejstvo je, in to govorijo številke, da imamo letos na volitvah 3000 volivcev manj, kot smo jih imeli pred 4 leti. Kar pomeni, da so se ljudje, ki bi v proračun vplačevali, ki so v nekem zagonu delovnem, odselili in to je seveda slabo. In tu je zdaj, gospod Arsenovič, vaš boljši servis, v navednicah, ki je postal dražji servis, tu je ta vaša aroganca in šerifovstvo, ki smo mu priča, in to, kar se dogaja okrog holdinga. O dolgo govorimo, gospa Lidija, na kratko, prosim, zaključite. To se samo kaže, bom zaključila, in to se samo kaže tudi v tem, kaj se dogaja okrog holdinga, v vseh svetovalcih, prijateljev, direktorjev in tako dalje. Kar se pa tiče dolga, imeli smo ga 45 milijonov, pa nekaj, zdaj ga imamo 77 milijonov. Zdaj vas upam, da župan zdaj že ve, na kak način se lahko v naslednjem mandatu ali pa naslednjo leto zadolžujemo. Samo 10% tistega, kar pomeni, da nekega velikega potencijala in rezerve tukaj nimamo, kar pomeni, da bomo morali začeti zelo racionalno ravnati z našim denarjem, ki ga vsi mi, ki delamo, plačujemo v ta proračun. Načeloma davkoplačevalci tako ali tako pričakujemo, da boste racionalno ravnati z našim denarjem. Ja, ampak zdaj temu ni tako, gospod Celan. Kakšno je vaše stališče glede dolga in glede Farmadenta? Bom začel pri Farmadentu. Farmadent potrebuje skrbni pregled in se potem je potrebno odločiti, kako naprej. Evropski trg za zdravili se bo sproščal, se že sprošča, tako da brez zdravil ne bomo ostali. Če pa hočemo, da bo sama firma ostala zdrava, potem je pa treba jo najprej pogledati pa videti, kakšna naj bo naprej strategija razvoja. Druga stvar, kar se pa tiče dolga občine, s to novo zadolžitvijo, vsaj letošnji proračun sem si pogledal 25 milijonov pa pol, pa 26 milijonov je planiranega primanjkljaja, smo se približali 4-5 najbolj zadolženim občinam v Sloveniji, smo se približali približno znesku 1000 evrov na prebivalca in ob nerazvitosti občine, kakorkoli, na 99. mestu ali na 150. popolnoma vse eno, za univerzitetno mesto je to sramota in ob takšnem gospodarstvu, ki ga imamo, pričakujem, da bomo dolgove težko plačevali. Gospod Kangler. Farmadenta osebno ne bi prodal, zato ker Farmadent ima 2 hčerinski podjetji, GoFarm pa v Novem mestu, letno ima prometa cirka 100 milijonov, žalostno pa je, da ima zelo malo ali nizko izkazan dobiček. Tisti, ki bi kupil za 10 milijonov Farmadent, sem prepričan, da bi v teh letih kupnino izplačal. Če imamo dobrega gospodarja v Farmadentu, gospodar je občina, potem sem tudi prepričan, da lahko občina dobro na tem področju gospodari. Je pa res, da je tukaj gospa Lidija veliko naredila, da se zakonska dikcija ni sprejela tako, da bi bile občine obvezane to prodati. Glede dolga? Farmadent je zlata jama in žal težko je to prodajati, ker nikoli ne veš, kdaj potrebuješ. Kar se pa dolga tiče, pa potrebno dati na mizo 2 varianti, reči v Mariboru, ali bomo pobrali 60 milijonov evropskih sredstev, pa ne zagovarjam gospoda Arsenoviča, ali pa bomo pustili 60 milijonov drugim, pa bomo po domače povedano gagali, pa ne bo razvoja infrastrukture. Glede na to, da je bil dolg najet brez obrestne mere, 0,14, se mi zdi, da je ta kredit bil dober za tisto obdobje. Drugo vprašanje pa je, ali je to namensko in racionalno poraben. Jaz, kolikor kot bivši župan, vem, da kredita ne moš premestiti za splošne potrebe, splošno porabo, da gre za investicije, namenska poraba
In če smo dobili v finančni perspektivi 2021-2027 60 milijonov sredstev, gospodje, meni je žal. Žal mi je tudi to, ker je velika polemika, verjetno bomo danes o tem tudi govorili, o tako imenovanju brvi, ki je gospod Arsenovič vnesel ponovno v ta projekt financiranja iz Evropske unije. Leta 2012 smo za to brv dobili sklep. To so že znana dejstva, ne vplivajo neposredno na... Smem zaključiti. Ampak na hitro, prosim. Ja, pa gledajte, leta 2012 smo dobili 2 milijona 400 od Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo, da smemo počrpati evropska sredstva. Pa župan, ki je mene nasledil, z dopisom poslal ta sklep nazaj, da tega denarja Mariboru ne potrebujemo. Ja, to so že znana dejstva, to vse poznamo, gospod Kangler, o tem smo govorili že na prejšnjih volitvah. Ne, nismo, smo bili tukaj. Nismo to govorili. Ne, pa nismo, ker bi si zapomnil, prostite. In žal mi je, da ta projekt ureditve bližine reke Drave in te brvi nismo takrat počrpali iz evropskih sredstev, ker smo že imeli sklep vlade in tiste 3,5 milijone, ki je ležalo na Dravski elektrarni, kjer je sklep nadzornega sveta, da bodo zraven sofinancirajo. Ničesar se ni zgodilo. Nekdo je pustil denar tam. Ja, gospod Polen, jaz nisem nič rekel na temo. Gospod Kaloh, vi ste napovedali revizijo poslovanja javnega holdinga Maribor in celo možnost, da bi van vključena podjetja razdružili. Zanima nas, kaj vas je zmotilo, glede na to, da podjetja, odkar so vključena v ta holding, ustvarjajo najvišje dobičke doslej. Še dovolite kratko repliko, ker nismo imeli priložnosti na temo ravno zadolževanja. Zdaj, kaj se tiče zakon lekarniške dejavnosti, sem jaz kot poslanec podprl, zato smo tudi ohranili Farmadent tukaj. To je ena stvar, zdaj zlata jama, več Farmadent, nikar dobički padajo. V zadnjih letih bi pa rekel, da je vseeno še ostala srebrnina Maribora in je seveda ne bomo pustili prodati. Zdaj še zelo na kratko stavek 2. Zdaj, kaj se tiče financiranja, res je od časa gospoda Andreja Fištrovca, res iz 44 milijonov oziroma 21 milijonov zdaj naraslo na 77 milijonov. Zdaj tudi notranji dolg je problem, ki zdaj po mojih podatkih znaša že okrog 60 milijonov. Zdaj, ko pa skozi sprašujemo, kak smo pritisnjeni vhod zaradi tega silnega zadolževanja, gledajte, dodatne vire financiranja bo treba najti, Mene je zadnjič kot Mariborčana, kot politika prizadeva, zakaj se dodatne vire? Tako bomo jih našli, seveda, jaz bi recimo bil bolj proaktiven pri obiskovanju multinacionalk, o kateri smo govorili, zakaj bo zdaj Amazon južno od Gradca imel distribucijski center, zakaj ne recimo Amazon prišel v poslovno cono Tezno. O tem se jaz sprašujem. To bi jaz delal kot župan, obiskoval bi multinacionalke, jih vabil aktivno vsem, ne pa da bi hodil 3-krat na leto, se vnovalijo na makavo noge. Z odlično geostrateško z tem, da ima Maribor odlično geostrateško lego, z raznimi subvencijami, skratka pokazujem, da je Maribor prvak v nudenju nekega gospodarskega soborta, ne pa da smo pri tem zelo skromni, zelo, kako bi rekel, se obnašamo kot neki prvošolčki na tem gospodarskem polju. Če se vrnemo na izhodišče vprašanje, se je glasilo glede holdinga. Kaj se pa tiče holdinga, jaz bi naredil dejansko, bi preveril sinergije, ki so bile zdaj, gospod Arsenovič je poudarjal model Jankovičevega holdinga, to zdaj, jaz ne vem, če je bilo to zdaj iz tega izhodišča ravno pametno početje, ker niso podjetja tam isto strukturirana kot tukaj, predvsem pa zakaj holding? Zdaj, ne vem, govorite o tem, jaz ne vem, se strinjam z Snago, Snaga je dobro upravljanja, ampak so pa drugi deležniki v tem holdingu, ko pa niso tak, bi rekel, finančno zmožni ustvarjati dobičke in tu bi jaz preveril, so te sinergije dovolj egzaktne, dovolj adekvatne ali pa so tu eni paradni konji, da rečem, znotraj holdinga, ki vleče, druga podjetja pa za njim cepetajo. In zakaj niso določena podjetja, srednje velika, malo velika, tudi vključena v holding na področju storitvenih dejavnosti, tu bi mogla biti večja sinergija tega holdinga. Gospod Divjak, na temo spornega sporazuma energetike z odstavljenim direktorjem Percem ste v vaši stranki želeli sklicati izredno sejo, a podpore mestnih svetnikov niste dobili. Kako boste, če boste izvoljeni, ukrepali zoper nadzornike? Zdaj, če mi dovolite, bi prvo 2 replike dala. Ampak zelo kratki stavki, lepo prosim. Treba je povedati resnico. Dejan, oprosti, prvič si glasoval proti, ko pa je državni svet dal veto, si pa glasoval za. Tako da si imel srečo, da je državni svet dal veto, ker če ne bi bil proti. To je prvič. Če smo konkretni in korektni. Drugič, kar se tiče, še ena replika, potem pa vam odgovorim, kar se tiče, gospod Arsenovič, vašega proračuna, planirali ste 190 milijonov.
Zdaj govorite o 140, ne vem, očitno ste ugotovili, da realizacije ne bo, kar smo tako vsi vedeli, samo vi očitno ne. In kar je paradoksalno pravzaprav, v zadnjih 2 mesecih ste naredili, mislim, da 3 rebalanse, če se ne motim, in med drugim ste naredili tudi rebalans proračuna za to, da bomo obnovili cesto, kjer živi podžupan oziroma nek njegov sorodnik v centru mesta, kar je, kar se mene tiče, nesprejemljivo. Gre vendarle za eno najbolj uničenih cest v Mariboru, ne? Zanesljivo, samo mi na Taboru, pa na Teznem, pa še kje druge imamo tudi uničene ceste. Zdaj pa preidem na vaše vprašanje. Nismo uspeli zato, ker so si očitno svetniki premislili, 2 svetnika, ki jih moram imenovati, gospod Matjašič in gospod Trecek, sta podpisala to zahtevo za sklic izredne seje, zato ker je okrog tega sporazuma toliko nejasnosti, še danes ne vemo, kakšna je natančna cifra oziroma o njej se špekulira, javno pa ni znana in mi mislimo, da je potrebno nadzornikom, ki so sprejeli nekatere odločitve, da za to nosijo tudi odgovornost, ker ne nazadnje tako piše tudi v zakonu. Nobene nikjer ne more biti in iti skozi in se zgoditi potem na koncu nič, če se predsednica nadzornega sveta, katere glas šteje dvojno, in še en gospod odločita, da bosta podpisala sporazum z gospodom, ki so ga prej nezakonito razrešili in zanj rekli, da je popolnoma nesposoben. Konkretno, če boste izvoljeni, kako boste ukrepali? Zelo konkretno, odgovornost bodo nosili za to, kar so naredili, ker zelo jasno v zakonu piše, kakšne so, da rečem, odgovornosti nadzornikov. Ja, z svojim premoženjem jamčijo in odgovarjajo. In to bom storila. Saj ni velike filozofije od zadaj, samo nekdo mora imeti, da to naredi. Gospod Kangler, pa potem še pridemo do gospoda Arsenoviča. Gospod Kangler, vi ste kot župan zamenjali praktično vse direktorje javnih podjetij in nastavili sebi zveste kadre, se zamenjave obetajo tudi v primeru vaše zdaj vnovične izvolitve in še kako vi ocenjujete delo holdinga? No, sem vesel vašega vprašanja, pa spet bom dejal, da so to vaši pogledi. Gospod Alan Perc je res nastopil funkcijo v mojem mandatu kot strokovnjak, ki se spozna na energetiko, bil je predtem direktor v plenarni. Ne vem, ali je za vas ta gospod moteč. Vprašanje je bilo, če se torej tudi v primeru izvolitve obetajo zamenjave na... V vsakem primeru bo vsakdo od nas našel koga novega, kjerkoli bo v mestu šepalo. Poglejte, gospoda Goloba v vladi je popolnoma vse zamenjal, pa vas to ne boli. Pa ne problematizirate. Zdaj tukaj govorimo o lokalnih volitvah, pustimo državne, A smem? Bolj pa prosim ostanite pri temi, v kateri se pogovarjamo. Se pa je to tema, ne? Menjava na državni ravni zanesljivo ne. In gospod Kangler, poslovanje holdinga, gospod Kangler, podjetja ustvarjajo dobičke, bi holding pod vami, če boste izvoljeni, boste ostali v holdingu. Gledajte, jaz se že danes ukvarjam z tem, ampak danes tukaj govorimo o holdingu. Govorimo o podjetjih. Nekateri župani obiskujejo direktorje. Mene bolj skrbi za delavce. Delavci imajo v holdingu 100 evrov manjšo plačo ali pa 150. Z njimi se dajmo ukvarjati. Oni so del Maribora, oni skrbijo, da je Maribor lep. In s tem bom jaz delal, prvi se z delavci sedel, vprašal njih, kaj je narobe, kaj je treba popraviti, kaj je treba zagotoviti v tem mestu. Vsi se samo ukvarjamo z vrhom, nihče pa s tistim, ki skrbi. A ste bili zadovoljni, ko ste šli na večer v službo, da po Martinovo je bilo vse ščiščeno? Snaga je dobro upravila delo, vsi so jo pohvalili. Nihče pa se ni spomnil na delavce, da si zaslužijo 100 evrov zraven večjo plačo, ker ko so šli v holding, so zgubili 100 evrov manjšo plačo. In s tem se treba ukvarjati. Tudi s pogoji dela, ne samo z dobički in podjetji. V stavku. Replika. A smem... Dolgi ste, prosim, zaključite. No, gledajte. Prosim, gospod Kangler, poštevajte, kdo vodi. Vi. Prosim, torej, končajte, kar ste želeli, pa... Ravno kar. Hvala lepa. Gospod Arsenovič, v stavku replika. Ja, ampak
4-5krat se moram odzvati. Najprej na število zaposlenih mojih dragih sodelavcev na občini, ki jih je bistveno manj več, kot smo iz 94 milijonov realizacije, pa prvič na 6 let prišli na 140, to mora nekdo narediti in sem na njih ponosen. Kar se tiče holdinga, samo par številk. 2020 90 milijonov realizacija, 21 100 milijonov, 22 110 milijonov rast, tako, o kateri smo lahko sanjali. Zdaj, replika gospodu Kangler je bila na plače delavcev, verjetno. Samo malo, se bom prišel do tega. Vemo točno, kakšne zaveze so bile pri ustanovitvi holdinga, nismo smeli in ne hoteli nobenega odpustiti in sedaj delajo to z enakim številom delavcev pod istimi ali boljšimi pogoji, kot so imeli tudi zakonodajno dopušča, tudi če bi kdo želel znižati plačo, ne more znižati plače, teda to je čista izmišljotina. Gospod Kangler, kaj vi zdaj pravite, kdo zdaj tu ne govori resnice? Vprašajte delavce, pa bi bil zelo vesel, če kot novinar večera obiščete delavce, pa jih vprašate, ne pokažejo plačilno listo. Ali imajo pod holdingom 100 evrov manjšo plačo, ali imajo pod holdingom 100 evrov večjo plačo. To lahko vi najbolje preverite, gospod Selan. Vse to so javno dostopni podatki. Zelo na kratko v stavku vsaka replika. Jaz sem govoril z delavci. Pa z delavci govoril z delavskim svetom in gospod Kangler ima popolnoma prav. Delavcev nihče ne upošteva, nihče se z njimi ne pogovarja, govorijo celo o tem, da se pripravljajo na stavko in to vse spregledamo. Njihove plače so v povprečju v holdingu vsaj 10 do 15% manjše, kot so bile prej, ko so bila podjetja samostojna. Gospod Kaloh. Glejte, meni se zdi, da včasih imamo res zlate ribice, ko govorimo o tem, Sašo, samo malo prosim, no? Samo malo, gospod. Šlamastika, kaj se je zgodila pri energetiki, Marek govoril, zakaj spoštovani gospod Perc takrat mogo iti. Takrat se cena toplote, če se spomnite, na primeravi z novembrom 2020, z novembrom 2021, dvignila za 120%. In takrat ni bilo zgolj kriv dvig cen energentov, ampak tudi slabe poslovne odločitve. Zato tudi poterjamo neko odgovornost. In tukaj mogoče celo delno dam prav aktualnemu županu, ker tisti, ki slabo upravljajo, se pravi podjetja, ki so v holdingu, ja, se jim pokaže dejansko vrata. S tem jaz tudi imam problema, če bo prišlo do kakve zamenjave. V enem stavku, gospod Divjak. Številke v holdingu kao rasajo, pravi župan, ne? Zakaj potem položnice niso nižje, jaz tega ne občutim in občani Maribora jih tudi ne občutijo. Zaveze po odloku so takrat bile, da bo človek, ki bo šel iz nekega javnega podjetja delati na holding, stal 120%, se pravi 100 njegova plača, plus kao 20% bo to več, ta razlika bo šla za to delovanje holdinga. Veste, koliko v resnici zdaj to stane? Tisti človek še vedno stane 100% svoje plače, plus 100 dodatnih za vse tiste svetovalce, ki jih imajo, nadzorniki, ki jih imajo, direktori in tako dalje. In ko bo nja županja, bo tega konec takoj. Gospod Flis, anketa kaže, da občani gospodarski razvoj in delovna mesta postavljajo na drugo mesto najpomembnejših problemov občine. Vi pravite, da se je Maribor iz industrijskega mesta preoblikoval v storitveno bolj po naključju in da bi potreboval nov industrijski zagon. Kako ga boste spodbudili, če vemo, da občina prav veliko inštrumentov na gospodarskem področju nima? No, občina je lahko proaktivna, skratka nekaj inštrumentov seveda ima. Občina mora biti proaktivna, ko gre za povezovanje recimo univerze in gospodarstva. Občina mora biti proaktivna, ko gre za pogovore z gospodarstveniki. Jaz sem govoril z ljudmi v gospodarski coni Tezno, župani v 4 letih niti enkrat ni obiskal, pogrešajo to proaktivnost občine. Nekaj se navizuje na to, kaj je gospod Kaloh rekel, zakaj Amazon poleg Graca, zakaj pa tukaj pravzaprav nimamo nič podobnega, zakaj Grac logistično središče, Maribor pa gospodarsko usiha. To je ena plat zgodbe. Druga plat zgodbe je pa seveda ta, da ko govorimo o črpanju evropskih sredstev, vse čas govorimo samo o tistih evropskih sredstvih, kjer je potrebno sofinanciranje. Prav nič nismo načrpali iz stebra evropske kompetitivnosti v gospodarstvu, kjer so nepovratna sredstva, prav nič nismo počrpali iz stebra svetovne povezljivosti in iz drugih stebrov, kjer lahko dobiš nepovratna sredstva in seveda ni treba sofinancirati iz občinskega ali pa državnega proračuna. Vsekakor pa, če nič drugega, če občina izjemno pasivna, potem je samo dovolj, da poveže univerzo z gospodarstvom v Mariboru. Univerza, eden od programov je takoj Innovum, kjer pravzaprav svoje patente, svoje izboljšave, svoje nove izdelke lahko ponudijo v serijsko izdelavo.
Recimo majhna pa srednje velika podjetja v gospodarski coni tam nimajo denarja za razvojne laboratorije, tako kot velike korporacije. Univerza ima metodologijo, univerza ima znanje, univerza ima ljudi, ki lahko nudijo ta razvoj. In to je ta stik sodobne tehnologije in pa tisti, ki so sposobni to spraviti v serijsko proizvodnjo. To pa imamo vrhunska, mala in srednje velika podjetja v gospodarski coni tam. Prišli smo do gospodarstva. Gospod Dijak, na kratko, kaj še bi morala oziroma lahko sploh občina naredi v prihodnjem mandatu na gospodarskem področju, glede na to, da se obeta recesija in vnovična regresija na trgu dela, kljub najnižji brezposelnosti v zgodovini, v Mariboru ta še zmeraj višja, kot je državno povprečje, trenutno je brez dela v Mariboru več kot 7.000 ljudi, kaj lahko občina sploh še v prihodnjih letih postori. Občina lahko postori zelo preprosto. Povezuje se z gospodarstvom pa z univerzo in novom, kot je gospod Fli že prej povedal, obstaja. Prešli so že iz vseh idej na papirje, zadevo je samo potrebno pripeljati sem nazaj. To smo že tudi v naši vladi storili z tistim začetnim superračunalnikom, zadeva se zdaj samo širi in pa kaj še lahko stori, ja, aktivno mora začeti črpati EU sredstva, tako sem rekla, do 26 MNO, potem pa kohezijo, ki se je zdaj odprla in vsa ostala zelena energija, digitalizacija, to je vse denar, ki v Evropi čaka. Zato pa, kot rečeno, potrebuješ pametne projekte, ki jih je potrebno pravilno načrtovati in potem tudi počrpati. Tako, torej, na brezposelnost, magister Kaloh, delite podobne rešitve? Ja, gledajte, gospodarska podstat je tista, ki potem generira v mestu nove službe, prihod mladih od drugot in tako dalje. Zdaj bom začel pri univerzi, pa me pustite do konca, da povem, ker se mi zdi pomembno področje. Imamo najboljšo univerzo v Sloveniji, tudi moja spoštovana soproga prihaja iz univerze v Mariboru. Zdaj je par praktičnih primerov. Zdaj, jaz sem bil verjetno edini poslanec, ki sem bil v prejšnjem mandatu na obisku pri tem Mariborskem vesoljskem tehnološkem podjetju Skylabs. Glejte, kakšna simbioza med univerzo v Mariboru oziroma Ferjem pa s tem podjetjem. Tam noter so večinoma doktori znanosti delajo, ker seveda so že, bi rekel, toliko izobrazili. Ja, samo to je pomembno, gospod Selan, to je pomembna zgodba. Če pogledamo delovna mesta, podobno enako število brezposelnih, ki pa nimajo takšnih kompetenc, kot jih želi približno enako število razpisanih. Takoj pride do tem samo, da ta del dokonča Maribor, kaj še nujno rabi, znanstveno-tehnološki park rabi. Zdaj, če ste malo iza meja pogledali, recimo vidite primere, ker recimo računalniško podjetje Hewlett Packard sodeluje z Stanfordom in Stanford univerzi plačuje 2% od dobička. Tu je pol tisto, ko se generira in neka velika dodana vrednost in tako dalje. Zdaj, kaj se pa tiče tega, ko govorite, seveda, jaz vidim tudi veliki manjko tudi v problemih turizma v Mariboru. Enostavno tukaj so tu še določene delovna mesta, ker mariborski turizem je enostavno preveč razdrobljen, nepovezan in tako dalje. Imamo res turistični biser od Stare Trte do Lenta, ampak te potenciali niso dejansko izkoriščeni in tukaj se mogli deležniki končno vse za eno mizo zgenerira to simbiozo in tukaj jaz vidim veliki potencial in za kreiranje novih delovnih mest, tudi zdaj, ne vem, za leto tehnologija in turizem, gospod Kangler, imate še vi kak ukrep, ki ga predhodniki še niso omenili? In počrto pametna mesta, to je potem ključ za razvoj Maribora. Gospod Kangler, še kak ukrep predlagate, ki ga še niso omenili predhodniki? Poglejte, potrebno je poznati nekatere predpise, ki veljajo v Sloveniji. Mene najbolj moti predpis Zakon o stvarnem premoženju v Sloveniji, ki vsakemu županu, ki je v Sloveniji, zveže roke, da ne more zemljišče podariti ali znižati ceno od kupne cene, ki je na trgu. V čem je to problem? Lahko gremo preko meje v Avstriji, dobite gradbeno parcelo za 30 ali pa 25 evrov v industrijski coni, pri nam pa 150 evrov. Če smo lastniki zemljišča kot občina, kot taka, niti kot stvarni vložek, na ta način je težko nekomu podariti zemljišče, da pripelje na tovarno v mesto in na ta način zagotovi, ne vem, 200. Torej zemljiške spodbude za tuje investitorje. Tako, pa če še mi dovolite, potrebno je zagotoviti. Prosimo na kratko, pa preidemo. Je potrebno zagotoviti kvaliteto življenja tudi v Mariboru. Gospod Arsenovič, občina je v aktualnem mandatu začela z umikanjem prometa iz mestnega središča, kot to počno sodobna mesta, ob tem ni poskrbela za alternative. In kot kaže anketa, ki jo je objavil Večer, javnost ocenjuje, da na tem področju občina ni bila učinkovita.
Kar četrtina vseh vprašanih je namreč odgovorila, da je največji problem Maribora prav promet, torej neustrezna pretočnost, nezadovoljive kolesarske povezave in predvsem javni potniški promet, ki ni prilagojen potrebam občanov. Od zaprtja glavnega trga in Koroške je minilo že nekaj let, zakaj v tem času občanom niste ponudili alternativ? Ja, najprej, ker redko kdaj zdaj, kaj imam priložnost povedati, če gremo nazaj na, zakaj je bil proračun 190 milijonov, zato ker ne ve skozi leto, katere stvari se bo uspele realizirati, ker je dosti projektov v teku in potem realiziraš isto, kar lahko in sem res hvala mestnemu svetu, da smo sprejeli zadnji rebalans, ki je omogočil zadolževanje pod prejšnjimi pogoji za ureditev Koselskega, Medvedove, osnovne šole in vrtca Brezje, tada to je, mislim, da nič ni spornega, to vse potrebujemo. Kar se tiče podjetij, da razložim, ker to imamo en... Zdaj govorimo o prometu, gospod Arsenovič, lepo prosim, držimo se tem, ker bomo prišli skozi. Vprašanje je bilo, zakaj občanom niste ponudili alternativ, ko ste spremljali Koroške in glavni trg. Garažne hiše, tuneli in podobno, kako blizu smo? Vse se že dela, imamo pač velik izziv ali krč v mestu, ker imamo piramido in Dravo tako blizu 4 prometnice, na katero v resnici na nobeno, razen za stanovalce, ne sodi tranzitni promet. Zato smo seveda prišli od te rešitve 16 metrov podzemno, tunel se je narisan. Jaz upam, da če bo vse v redu z državo in vlado, da bo se leta 2024-2025 začel graditi. Ampak to ni vse. Uvedli smo M-Bike, ki je rekordno število 16,000 uporabnikov, verjetno ste mnogi med vami tudi danes tukaj z M-Bikom, rekordna števila uporab. Zgradili smo na desetine kilometrov novih kolesarskih stez, kupili smo nove, manjše električne avtobuse, bili uspešni razpisi za ekosklad, kupili 7 novih avtobusov in smo sedaj naredili anketo za vključevanjem vseh, kaj si ljudje želijo od potniškega prometa in tam je rešitev v digitalizaciji. Seveda moramo poskrbeti tudi za mirujoč promet, 2 garažni hiši sta v načrtu, ena je pod stadionom pomožnim Ljudski vrt, ker je itak bil narobe zgrajen, da že v štartu ni imelo ta stadion parkirišč, riše se in druga garažna hiša je že bila narisana, pa nikoli narejena v času gospoda Kanglerja. To je tisti dolg, ki ga še imamo do mesta, ureditev glavnega trga v celoti, zahodni del je rešen, kulturna četrt in židovska vzhodni del pa še ni rešen in tam se umešča garažna hiša, ki bo omogočila poceni dostop v mesto. Vse to v naslednjem mandatu v 4 letih. Ne, večino naštetega je že bila narejena. Pri poslovni coni Tezno sem prej pozabil še Ledina se bo naredila in 2 cesti smo naredili v poslovne cone Tezno, 2 cesti pa v Svilo 3. Gospod Divjak, vi so dobili celostno prometno strategijo, to bo nekaj časa trajalo, kaj boste storili do takrat, spet odprli Koroško? Jaz bi Koroško odprla za javni prevoz, to je bilo nenazadnje tudi v projektu že predvideno in tudi pravzaprav na ta način se je ta projekt delal, potem pa je prišel nov župan, ki se je odločil, da bo pred njegovim hotelom stal vodomet. Mimo grede, ljudje v Razvanju pa pitne vode danes nimajo, ampak okej, ne bom o tem. Še na kratko o jaz moram povedati, da mi ni smešno, ko članice liste Arsenoviča se smejijo temu, ko govorim, da ljudje v Razvanju nimajo pitne vode. To ni smešno. To je žalostno. Imajo pitne vode z vlastnih zajetij. Še v stavku o najnujnejših projektih. Bom še to povedala vse. Tudi to, kar so prej govorili, pa mi niste dali replike o razvoju mesta Maribor. Veste, če se želi mesto Maribor razvijati zelenim turizmom, sem sežigalnica pač ne spada. Ampak tudi o tem ne bom govorila. Bom pa povedala o prometnih ukrepih. Jaz sem bila na Marpromu, tam so jasno povedali, da je potrebno spremeniti linije, sistem linij, ki danes je že star 20 let, potrebno ga je spremeniti v sistem po tekočem traku. Pomeni, avtobus pride drugi, prestopiš in ta zgodba leti, tako letijo tramvaji. Doktor Flins, tudi vi kritizirate zapiranje delov mesta, preden so torej ponujene alternative občanov. Kaj bodo vaši prvi ukrepi, če boste izvoljeni, se boste najprej lotili avtobusnega omrežja, boste odpirali Koroško cesto, boste morda spet označili več parkirišč? Absolutno ne bi zapiral dobene ceste, dokaj nimamo rešitev, prav tako ne bi delil parkirnih kazni 80 000 ljudem na desnem bregu
zaradi tega, ker ni parkirišč, ker nišče ni zanje poskrbel. Koroško bi to In razpravo. zdaj poslušamo, da se bodo gradile parkirne hiše zopet v središču mesta, medtem ko 3/4 prebivalstva v mestu ne ve, kje naj pusti svoj avto in ne po lastni krivdi. Še enkrat, zapirali ne bi ničesar, kar se pa tiče M-bajka, ja, ampak potem morajo biti ceste za kolesarje varne, kar na desnem bregu Drabe seveda niso. Lahko se voziš po središču mesta, ne moreš ali pa ne drzneš si s kolesom na katerokoli cesto, poskušati se po Streliški voziti s kolesom, recimo, pa boste videli, kako varno je to početje. Še enkrat, če boste izvoljeni, bo Koroška ostala zaprta? Lahko se delno odpira, s čimer niso dobene težave, čez teden tam ni nekega velikega pravzaprav obiska, ob sobotah, pa nedeljah pa je lahko zaprta. Kar se pa tiče ostalega, zdaj kdaj bomo tunel dobili, ne vemo, se bo pa začela graditi jugozahodna obvoznica, kar bo vendarle deloma razbremenila mesto. Treba je povedati še nekaj. Če želimo, mamice se s kolesi ne morejo voziti, ne? Če je treba otroke odpeljati v vrtec, v šolo, je to zelo težko s kolesom ali pa tudi z 10 M-bajki. Dobro bi bilo, da bi Marprom prilagodil čas vožnje na takšen način, da postane uporaben za prebivalce in da bodo svoje avtomobile pustili doma. Dobro bi bilo, da bi naredili posebne proge, tako kot v Ljubljani, za Marprom, zato se ne bo zatikal v konicah. Ena od rešitev, ko gre za prometne konice, je seveda tudi ta, kar je potrebno razmisliti, da bi se zjutraj delovni čas dinamično lahko v različnih organizacijah spreminjal, vse to, ker nimamo dolgoročnih rešitev. Gospod Kangler, kaj pa vi in Koroška cesta bi jo odprli? Nedavno ste namreč povedali, da ste proti zaprtju Lenta. To je sicer zanimivo, ker se je načrt za zaprtje pojavil prav v času vašega županovanja. Ja, ko bo komplet promet urejen v mestu, bi se takrat tistem delu zaprlo, ampak do tistega trenutka, to seveda zamerim gospodu Arsenoviču, da skupaj z svojimi sodelavci in našo dialoga, prometnega dialoga, da bi vsaj Koroško cesto pustil, dokler ne bo tunela in ostale infrastrukture odprto vsaj v eno smer. To je razbremenitev enega dela mesta, zapreš pa lahko mestno jedro, glavni trg v tistem trenutku, ko bo garažna hiša na glavnem trgu, ko bo obvoz ali podvoz z Gosposvetske proti Emelju. Zelo sem vesel in veliko smo se že v mojem mandatu trudili in mislim, da smo takrat tudi podpisali sporazum z Direkcijo za železniški promet, da se prične v naslednjem letu graditi cesta Ledina, podvoz. Tisti, ki se vozite iz Tezna proti Bauhausu in drugim objektom, veste, čem je tam problem. To je zdaj, upam, da rešeno, ne, gospod župan, da gre v razpis. Naš del je rešen, državni pa čakamo. No, drugo, kar je, pa me spet moti, da ni bilo dialoga, poglejte, v zadnjem času tudi vi ste pisali, če se ne motim, gospod Celan, v Kamnici kolesarska cesta, v enosmerno cesto. To je potrebno včasih tudi malo popustiti, ljudem dati prav v tistem okolju, ko živijo. Kar se pa tiče gospoda Flisa, seveda se strinjam z njim. Nihče na občini ne razmišlja, da bi, ko so nogometne tekme, ko tisti, ki radi grejo na nogometno tekmo, vse parkirajo svoje avtomobile tudi na zelenicah in jim nekdo lepi listke. Nihče se ne dogovori, da bi ob velikih prireditvah, tudi ko je bilo Martinovo, nekateri lahko parkirali v Europarku, nekateri v Kulandiji, zagotovili avtobus Marprom, ki bi pred tekmo pol ure vozil non-stop ali pa po tekmi vozil pol ure non-stop in na ta način bi mirujoči promet v mestu razbremenili. Vem, kaj bo gospod župan dejal, da je zagotovil parkirišče od univerze in da je zagotovil parkirišče na dvorišču mestne občine Maribor oziroma sosednjem, ampak to je brezplačno, to je v redu, to je pohvalno, ampak to je parkirišče po cirka, po mojo oceni, samo za 200 do 300 avtomobilov. Najlepša hvala, gospod Kangler. Še minister Paloh, pa potem velike. V minuti bom konec na to temo, ker ne rabimo preveč filozofirati tako. Glejte, jaz sem vesel, da so vsi kandidati
posvojili tisto mojo idejo, ki sem že na začetku ideje plasiral v javnost, da seveda treba odpreti Koroško cesto vsaj v eno smer. Zdaj, spoštovani župan, jaz res ocenjujem, da prometna ureditev v vašem mandatu je res postala kaotična, tudi zaradi tega, ker ni bilo prej premisleka, kako urediti prometne tokove v Mariboru. Zdaj samo statistični podatki, 20 sekund. Se pravi, zdaj, ko smo zaprli Koroško mesto, se je na Koroškem mestu promet povečal za 13%, na Titovem mostu za 23%, na Lentu za 54%, na Krekovi ulici za 27%, na Cankarjevi za 30%. Res je, na glavnem mostu se zmanjšal za 36%, ker več dobene zavija levo, ampak kumulativno se pa povečal za 111% promet po okoliških ulicah. Takoj vam povem rešitev. S tem seveda nismo poskrbeli za zmanjšanje izpušnih plinov, ampak smo jih za 111% dvignili. Rešitev, tako sem vam rekel, odpreti Koroško cesto v eno smer, vsaj v eno smer, za mestni promet in za osebne avtomobile z omejitvijo 10 na uro, se pravi območju mirenega prometa, in pa to zdaj, ko bil infrastrukturni minister Kumer, me veseli, da je rekel, da se bo končno začela zahodna ovoznica, vsaj prva etapa od Streliške do Kardeljeve graditi, ampak aprila je bil to Vrtovec, takratni infrastrukturni minister, in pod našo vlado je bil podpisan protokol o tej prvi etapi. Tako da tudi naša vlada je dosti naredila za to, da se bo končno začela ta zahodna ovoznica de facto delati. Zdaj pa zelo kratke replike. Gospod Arsenovič, za začetek. Torej, na prvem mestu je vsekakor varnost. Če bo enkrat javni potniški promet, pa v katerokoli smer spet na Koroški, boste morali na svoje otroke paziti, to več nikoli ne bo prostor, kjer bo lahko operna noč ali pa za nadgradnja čudovitega Martinovanja. 5000 ljudi je bilo na brezplačnem avtobusnem prometu, hvala Marpromu. Se pravi, politika Evrope je čisto jasna. Zavedajo se vsi in UN in Evropa, da vsak mesec mesta rastejo s hitrostjo enega New Yorka. Ne vem, če ste me razumeli. Vsak mesec mesta zrastejo za velikost enega New Yorka. Torej, treba v mestih narediti pogoje, ki smo jih prej imeli izven mesta v svojih hišah. Torej, zeleno, trajnostno, brez avtomobilov in zato pa imamo omilitvene ukrepe, kolesa, kolesarske, javni potniški promet, ki bo šel tudi v reko, smo sprejeli za odlog in bomo vse naredili za to, da bo počutje vseh dobro in da bo premikanje iz točke A do B čim krajše. Tu imamo na srečo, imamo samo 2 mesti v Sloveniji, imata javni potniški promet in je velik dolg Marproma, Holdinga, univerze in MOMA skupaj, da naredimo ta javni potniški promet bolj atraktiven, da bomo prodali več kart in da bo s tem tudi manj avtov in imamo v načrtu že vsa zunanja parkirišča, kjer bomo omogočali. Hvala lepa, gospod Arsenovič. Moram povedati, če Vsi bi radi povedali, vsi želijo priti, tako da prosim. Podvoz Sredina, ki ga je imenil gospod Kangler, je seveda osko grlo, ampak začetna projekcija je bila 10 milijonov in tako kot je običaj v mestu Maribor in jasno 30 milijonov. Kolikor vem, je bil podpisan sporazum z vlado Republike Slovenije o sofinanciranju 60-40, pri 40% od 10 je občina še imela denar, pri 30 seveda že zmanjkuje. In tako velja še za druge projekte, ko govorimo o cestni infrastrukturi, zato se pa tako počasi premika. Tukaj pa, ne. Za pol stavka, ne v stavku. Ne, to pa je res absurd, to seveda vi, gospod Fližen, se prečem, ampak pojma nimate, ta projekt pridobivanje ponudb, javno naročilo je pelje država, ne mestna občina in se ne dovolil, da bo nekdo rekel, da se je ta projekt Ledina podražil za 1 cent zaradi mestne občine Maribor, ker ga pelje država. Ne Ledina, tunel. Vseeno bi prosil, ne, da je gospod župan nekoliko bolj spoštljiv, ne? Ne, če boste vi imeli... Gremo naprej. Kaj ti tudi razgleda, ko uporabil izraz, da nimate pojma, pa ga nisem. Ne. Potem pa še gospod Kangler, en stavek, pa gremo naprej. Ne za tunel, ne za Ledino, ne bo Smo razumeli, država tega javno naročila in ni občina kriva pod rešitve, smo razumeli, gospod. Kolikor naj stane, mesto si ga zasluži in enega in drugega. Ko se bo egocij merili, bom nadaljevala. Izvolite. Point zaprtja Koroške ceste je zelo preprost. Gospod Arsenovič ni želel, da promet gre mimo njegovega hotela. Pika. Hvala lepa, gospod Kangler. Vse to, kar je gospod Arsenovič povedal, je zelo lepo slišati. Meni je žal, da na koncu mandata razmišlja o gradnji garaže. Mi je pa žal, da zjutraj ob 7 ne vpraša tiste, ko 20 minut čakajo v koloni iz Tabora proti Gosposvetski, da se vključijo na rondo. 20 minut ali pa 30.
In tudi s tistimi, rešitev je več, kot smo tudi dejali, kot smo prej omenili, z odpiranjem in zapiranjem v tistem trenutku, ko je infrastruktura zagotovljena. Ampak želim poudariti to, da bi moral gospod Arsenovič razmišljati tudi na tiste, ki se vsako jutro vozijo pa pol ure čakajo. Eden največjih prihodnih projektov, ki jih načrtuje občinska podjetja, je zagotovo tudi sežigalnica. Ta naj ne bi pomagala reševati le problema visokih cen ogrevanja, ampak tudi ravnanja z odpadki. Gospod Divjak, vi sežigalnici nasprotujete, prav tako tudi postavitvi sončne elektrarne na zaprtem odlagališču odpadkov na Pobrežju. Kako naj torej ob sedanjih cenah zemeljskega plina Maribor po vašem mnenju zniža ceno ogrevanja in seveda tudi ravnanja z odpadki? Vaša izjava je napačna, to ni projekt, ki ga želijo podjetja, ampak ga želi samo eno podjetje. Če smo natančni, mogoče celo samo en človek znotraj enega javnega podjetja, to je prvič. Drugič, jaz sem vesela, da so tudi ostali kandidati, ne še sicer vsi, pa bom povedala, kateri ne, ugotovili, da je potrebno ustaviti škodljiv projekt sežigalnice v Mariboru. Zakaj? V tem trenutku sta očitno še samo Arsenovič in gospod Kangler za, ne vem sicer kakšno stališče gospoda Kaloha ga bo povedal, ker mislimo, da je enostavno to tako škodljiv projekt, da si ga v Mariboru ne smemo in ne želimo privoščiti. To ste že večkrat povedali, ker nas zanima, vprašanje je bilo, kako bomo znižali ceno ogrevanja in ceno ravnanja z odpadki, če ne bomo zgradili v bistvu sežigalnic in če ne bomo diverzificirali virov energetskih. Vi veste, da tudi če sežigalnico tam postavimo, toplovod do sežigalnice še niti zgrajeni, tako da te floskule pač žal ne držijo. Dejstvo je, da če ste gledali oddajo 24 ur inšpektor, to soboto ste, upam, da zasledili, če pa niste, pa vsem zelo priporočam, da si pogledajo prispevek 24 ur inšpektor, naslov pa je, ima kapital prednost pred zdravjem ljudmi, kjer so zaključki naslednji. Še enkrat, kakšna je rešitev za znižanje cen ogrevanja? To je vprašanje. Torej, če ne bi vlagali ne v sežigalnico, ne v sončno elektrarno, v katere vire, konkretno? Bom dokončala in vam odgovorila, če dovolite. Preberite si, kaj so zaključki vrhunskih strokovnjakov iz zdravstvene stroke, citiram, da so lokacije v mestu... Ne razumemo se, očitno, gospod Divjak, sprašujemo potem, kako znižati ceno ogrevanja, če smo proti sončni energiji, če smo proti sežigalnici. Jaz nisem povedala, da sem proti sončni energiji, sem pa proti temu, da brez da ljudi na Pobrežju obvestijo, da bodo preko njihovih hiš šli transformatorji, kabli in še ne vem kaj, umeščajo v to v OPN. Tako da niste me pravilno razumeli. Kar se mene tiče, je potrebno začeti uporabljati vso zeleno zadevo, ki je možna, tudi sončno energijo, tudi vetrno, tudi vodno v končni fazi v Mariboru. Ampak še enkrat bom povedala, ne, ni res to. Jaz sem povedala, da sem proti temu, da brez da ljudem na Pobrežju sploh obvestijo, da so jim tam namontirali na 17 hektarjih. Če se prav razumemo, po dogovoru z... Seveda, mestne četrtin krajevne skupnosti je potrebno o tem povprašati in naj ljudje, ki tam živijo, povedo, ali želijo, da gredo čez njihove hiše transformatorji in kabli. Ne še enkrat, a ste vi bili v Dogošah slučajno pa poslušali tam, kaj se dogaja, ko grejo transformatorji? Sežigalnica je projekt, ki je nekako že v teku, energetika in Snaga sta namenili že znatna sredstva. Gospod Arsenovič, vi se do zdaj še niste jasno izrekli za ali proti, pa nas zanima, kakšni so vaši zadržki, ali torej ne podpirate aktivnosti občinskih podjetij? Torej, imamo izjemno spremenjene okoliščine. Dobro nam je šlo z plinom, iz katerega smo delali elektriko in se ob tem še ogrevali. Ti časi so minili, vsaj na ta način, kot je to bilo 13.000 gospodinstev, torej tretjina prebivalstva je priklopljena na toplotno oskrbo. In seveda je potrebno narediti razmislek, in zato nikoli nisem rekel ne, ja, ne, ne. Vem pa, da je od 10 najboljš mest za najbolj čistim zrakom, jih ima 6 sežigalnica. Jaz sem dal temu eno zelo lepo ime, tudi toplotna obdelava preostanka ločenih odpadkov, to prije beseda toplo. In če želimo, da nam bo toplo in ne predrago, bomo morali razmisliti o tehnologiji, o umeščanju v prostor in se potem vprašati, kakšen je učinek na položnici in kakšna bo tehnologija vnaprej
pa nekaj, kar ima cela zahodna Evropa, izločiti sploh iz razmisleka, pa mislim, da bi bilo iz strani župana nepravilno. Zato bomo počakali, da vidimo, kakšna bo tehnologija, kak je odziv na položnice, in potem se zaradi mene lahko tudi kot na referendumu, kot skupnost odločimo, ali to želimo, ali bomo pa na drugi strani imeli pač više cene. In še ena stvar. Vi za gradnjo sežigalnice nimate težav. Samo še ena stvar, prosim, da ne bi pozabili. En naš projekt je moji odpadki, moja skrb. Zemlja je okrogla. In ti odpadki, ki jih ne uspemo sortirati in ponovno uporabiti, prav gotovo indirektno končajo tudi pri nas, ali v morju, ali jih pa sežiga nekdo drugi in na naš račun služi, mi pa plačujemo drage energente. Hvala lepa, gospod Kangler. Ja, danes je lepo biti tukaj samovšečen, ampak govorimo z besedo zažigalnica. Poglejmo Celje, ki ima termično obdelavo že več kot 20 let, počrpali so evropska sredstva. In ko govori gospa Lidija, da je potrebno vprašati mestne četrti krajevne skupnosti, mi smo leta 2011 vprašali mestno četrt Tezno, mestno četrt Tabor, ali so zato, da umestimo na območju stare Smreke med Tamom in železniškimi tiri termično obdelavo odpadkov, so bili za. Mestni svet je tudi takrat o tem glasoval, da so za, niti eden ni bil proti. In žalostno je to, ker pač to se zgodi na ta način. Tudi sam osebno sem podpisal pismo namere z ministrom za okolje in prostor za 37 milijonov evrov iz evropskih sredstev. 37 milijonov. Nismo bili sposobni takrat tega počrpati. Če boste župan, torej sežigalnica bo stala? Ne za vsako ceno. Tukaj se strinjam, redko kdaj se z njim strinjam, tukaj se strinjam z gospodom Senovičem, naj se potem ljudstvo v Mariboru odloči na referendumu. Ne pa računati, kako naj dobimo cenejše energente. Plina ni, toplovodo lahko zagotovimo, imam pa eno rešitev za poceni elektriko. Glejte, Dravske elektrarne so nam pred leti ukradli in prenesli v Ljubljano. Dajmo zagotoviti, da izzamemo Dravske elektrarne iz HSE-ja in da ponovno mi pričnemo upravljati z njimi. Dravske elektrarne plačujejo... Lokalna skupnost? Ne, kdo? Gospodarstvo mariborsko ali pa Podravjo. Poglejte, Dravske elektrarne proizvedejo električno energijo, ki ga od države prodaja za 20 evrov kilovat. Nam pa je nazaj država prodaja preko 3-4 posrednikov po 200. Je to normalno? To je rop. In ko smo se Rudolf Moge, jaz in vsi ostali takrat borili, so se nekateri v Mariboru nam smejali. Danes pa vsi tukaj gledamo. Torej, sežigalnica in prenos Dravskih elektrarn. Dr. Flis, vi opozarjate, da se bo v prihodnje količina energetsko izrabljivih odpadkov zmanjševala. Kakšno je torej v tej luči vaše stališče do sežigalnice in če ne bo sežigalnice, kje je vaša konkretna rešitev, torej za pocenitev ravnanja z odpadki in za diverzifikacijo energetike? Naprava za toplotno izrabo odpadkov energetskega problema Maribora ne bo rešila, odpira pa drugo vprašanje, ki ga je odprl tudi gospod župan, to se pravi, moje smeti rešim sam. Ampak že zdaj smeti odvažajo iz mestne občine Maribor za biološke, pa sploh ne poskrbimo, oziroma sploh nimamo mesta. In seveda, če govorimo o napravi za toplotno izrabo smeti, potem je treba pogledati, kaj od količine smeti, ki jih v mestu nasmetimo, seveda prebivalci, ima sploh takšno kalorično vrednost, da je to smiselno sežigati. Kar pomeni, da brez kakršnih koli podatkov je težko govoriti o tej napravi. Poleg tega niti ne vemo, ali bo to naprava za mesto, to se pravi, bomo samo smeti, ki jih sami nasmetimo v mestu, v njej sežigali, ali bo pa to regijska naprava, da dobimo dovolj kaloričnih smeti, da se bo seveda finančno, pa toplotno, pa energijsko. Pod nekimi pogoji. Pod nekimi pogoji seveda je možna, mi pa še vedno uganka, kje bomo dobili tolikšno količino smeti, da se bomo lahko greli. Narašča količina... Kateri viri, konkretno? Narašča količina bioloških smeti in zato nimamo rešitev in za njih ne znamo sami poskrbeti. Skratka, smeti bodo problem, so že zdaj problem številka 1 na svetu. Kar se pa tiče energentov, seveda smo vsi za zeleni preboj in za diverzifikacijo električnih virov, mislim, oziroma energetskih virov, o tem ni dobenega dvoma.
Samo vprašanje je, kako hitro bomo to v Mariboru uresničili, ker že zamujamo, mislim pa, da lahko v sodelovanju z državo te stvari pospešimo. Gospod Kaloh, Ja, vi ste isto. za sežigalnico, načeloma. Na to temo bom ekspeditiven, zdaj sem zadržan do sežigalnice, tako bom rekel, evo, Lidija, zdaj si slišala, nisem neki navijač sežigalnice, jaz mislim, da je tudi statistično sežigalnic dovolj v Sloveniji, zdaj še besedo dve o snagi. Jaz mislim, da je nujno potrebno sprejeti ta OPPN, unega imenujemo Smreka, Smreka, se pravi zgraditi sodobni zbirni center, center ponovne uporabe, center za mehansko, biološko obdelavo, mešanih komunalnih odpadkov, tudi nove skladiščne prostore, pa jaz mislim, da se tudi snaga moraš časoma preseliti na drugo lokacijo. Zdaj pa ima meni nekaj dobrih predlogov, kak iz OVE, se pravi, kak iz obnovljivi virov energije dobiti, bi rekel, energijo, ki sicer ne bo v dobršni meri samo zadostna, bo pa seveda pomagala gospodinstev. Se pravi, zdaj, kaj se tiče energetike, Maribor poleg te velike toplotne črpalke, ki naj bi jo zdaj počasi zgradili v prihajajočem obdobju, še geotermalno energijo izrabiti, imamo potencial, imamo za to razvoj uporabe bioplina tudi v mrežju, plinarne Maribor, to mora malo tam pogledati, kak je v tujini, in pa zeleni vodiki, konjunkturni energent v tujini, tudi to. Jaz se vse lepo sliši, ampak kako bo občina to realizirala? Ja, gledajte, sej verjetno imamo vsi interes, da realizira. Se bo že verjetno ta podjetja, ki jim je v interesu, dobili rezerve in to dejansko naredili. Jaz se strinjam tudi z sončno elektrarno. Govorimo o ogrevanju Maribora na daljinsko in ogrevanjem in pa reševanjem problema odpadkov. Tudi to, vse tudi ta toplotna črpalka bo izkoristila, vse v poletnem času bo tudi izkoristila toploto reke Drave in potem bojo tudi seveda, jaz upam, da bodo toliko pametni, bodo naredili kakšen hranilnik električne energije in potem v zimskih obdobjih to plasirali prvo mreže. Je pa tu še nekaj, gospod Celan, naša Elektro Maribor, doseči pa treba seveda dogovor, da bojo jačali kapacitete, ker enostavno, ko se bo vsi priklopili, gospodinstva, pa tudi, ne vem, javni sektor, na omrežje, če bojo gradili sončne elektrarne, ne bo enostavno dovolj zmogljivo. Tudi Elektro Maribor bo to mogel participirati pri tej rešitvi. Najlepša hvala. Bližamo se koncu soočenja, za konec še o najožjih sodelavcih. Gospod Arsenovič, vi ste večji del svoje ekipe že predstavili, ostajate s podžupanoma Medvedom in Reichenbergom. Imenovanja ostalih podžupanov bodo seveda odvisna od volilnih rezultatov. Torej, če dobite še en mandat, glede na anketo, se vam v mestnem svetu ne obeta večina, bi šli v koalicijo s gospodom Kanglerjem? Vedno sem se pogovarjal skoraj z vsemi, tokrat se bom čisto vsemi. Samo z nami ne. In bomo, tudi z vami smo se večkrat pogovarjali, ste tudi mestotvorne projekte večkrat podprli za razliko od mnogih, ki so bili v koaliciji, tako da hvala za to za nazaj in občanom za naprej. Z vsemi se bomo pogovarjali, upam, da bom prišel v to pozicijo, verjamem v to, rezultati so tukaj, ekipa je znana, vizija še bolj, bi pa pri tem prej, ker premalo smo se pogovarjali o skupnosti in mene pri primeru, da nekdo čaka 20 minut, da zavije v mestu levo, je meni bistveno huje to, da se veliko ljudi iz Maribora vozi dnevno 2 uri v eno smer za kruhom v Ljubljano ali pa 1,5 ure v Gradec. Zatem je malo bolj skrbi, ki so 4 ure po nepotrebnem v avtu za kruhom v primerjavi s tistimi, ki v naši skupnosti za dobrobit vseh potrpijo 15 minut. Kaj pa vaše ekipe? Kdo bodo podžupani, direktor mestne uprave, vodja kabineta? Začnimo z vami, gospod Kangler. O imenih je prehitro danes tukaj govoriti, potrebno je počakati volilni rezultat, zagotoviti takšno koalicijo, ki bo občinsko tvorna, ne samo državno tvorna, da se ne bodo dogajale take stvari, kot so se dogajale sedaj pri gospodu Arsenoviču, ki so nekateri izstopali iz koalicije. Veste, gospodu Arsenoviču zmerim to, da je naša svetniška skupina štela 10 svetnikov, pa nas ni povabil na pogovor. In nepisano pravilo v mestnem svetu je bilo vedno, da tisti, ki je v opoziciji, ima tudi predsednika ali pa vsaj člana nadzornega sveta v občini. Mi nimamo ne predsednika, ne člana v nadzornem svetu občine, kar je žalost in je to tudi nedemokratičnosti. Imena direktorja mestne uprave ne želite razkriti še? Glejte, jaz sem bil že župan in tudi takrat, ko sem prevzel občino, sem kar veliko kadrov od prejšnjega župana tudi zadržal. Bili so dobri delavci. Jaz verjamem, da tudi sedaj veliko dobrih na mestni občini Maribor
ki znajo, ki zmorejo. Veliki izzivi so pred Mariborom. Veste, nekoga kar tako pripeljati v mestno upravo, pa da nima dolgoletnih izkušenj na področju lokalne samouprave, ni nadgradnja nekih rezultatov. Tukaj morajo biti ljudje, tukaj mora biti, bodi si da iščeš finančnika, bodi da iščeš pravnika. Mislim, da mestna občina oziroma občine morajo poznati preko 60 zakonov in več podzakonskih aktov. Hvala lepa, gospod Flis. Imamo imenitne ljudi na listi, sposobne, kompetentne, vendar je o imenih govoriti prezgodaj pred rezultati volitev. Gospod Kaloh. Ja, jaz nimam s tem problema, jaz tudi mislim, da naša bera svetnikov bo tokrat res močna, tam vse do 10, kot sem že tudi javno napovedal, kaj se pa tiče, gospod Celan, imen, dr. Miran Ulbin, profesor iz Tehnične fakultete, bi bil moj podžupan prvi, on je že bil podžupan sicer v Rogaški Slatini, naš član, pol nadalje, Tomaž Kancler, imel v ekipi za arhitekturne rešitve, gospod Alena Filipoviča, našega mestnega svetnika, bi imel kot podžupana na področju športa, šolstva in tako dalje, kot šefico kabineta svojega bi pa izbral Ksenijo Vaš, diplomirano ekonomistko, našo članico, kot trenutno dela na Pošti Slovenije. Hvala za konkretnost. Gospod Jurjak. Vseh 157 ljudi, ki so na listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti, bo seveda v te pogovore vključeno. O imenih danes ne bom govorila, me pa veseli, da smo v listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti uspeli s tem, da so vsi kandidati zdaj začeli govoriti o pravičnem in enakomernem razvoju vseh mestnih četrti in to me veseli. Zato pomeni glas zame kot županjo, je glas za vse ulice, za vse krajevne skupnosti, za ceste, kjer živijo ljudje, za tudi za tista igrala, ki jih še ni, pa bodo, tudi za čisto okolje, pitno vodo in pa tudi za to, da bodo ljudje res v svojih okoljih lahko vse stvari uredili, ne pa da se bodo morali voziti v celo. Verjetno bi podobno zase dejali tudi preostali kandidati. Še to, gospod Arsenovič, če vam Mariborčanke in Mariborčani ne bodo podelili novega mandata, kaj boste počeli? O tem še nisem razmišljal, ker verjamem v to, da se vidi, da delamo, da resno mislimo, imamo jasno vizijo. Imam pa seveda eno prednost, da sem ne samo nestrankarski, edini sem, ki so mi občani dali svoj podpis, stali vrsti včasih tudi predolgo, tako da hvala. Torej sem nestrankarski, neodvisen in kot veste, sem lastnik podjetja, ki bi me verjetno bilo zelo veselo, da bi se vrnil nazaj, tako da nič straha. Gospod Flis, vi se boste še ukvarjali s politiko, če vam na tokratnih volitvah ne uspe? Najbrž ne, imam svoj poklic, za katerega mislim, da ga dobro upravljam in tudi s tem nimam težav, če se bom od politike poslovil. Gospod Kangler, če se nikoli več ne bi naredili, bi denimo, če bi bili župan Radarji postavili še enkrat? To vprašanje bi morali nameniti gospodu Zoranu v Ljubljani, ki je veliko več postavil. Nihče ni bil tako kritičen kot do mene. Mene je žal, da se je to zgodilo v mestu. Gledal sem za varnost otrok, za varnost ljudi. Povdarim pa tudi to, gospod Celan, niti eden ni dobil položnice. Šlo je za sistem video nadzora križišč in prometa v mesto. Žal se je pač to zgodilo in to obžalujem in pač tak je. To je življenje, ki ga vsi skupaj pač sprejemamo in živimo naprej. Predvsem pa gledam naprej za prihodnost Maribora. Če bi me vprašal, če bi še enkrat tako hitro odreagiral, da gondolo zgradimo ali pa lutko, no bo to bi pa trdil, da bi to naredil hitro. Hvala lepa. Gospod Kaloh, če ne boste izvoljeni, kaj bodo vaše prioritete v državnem zboru povezane z Mariborom? Ja, jaz sem že dvakrat zdaj zaporedoma poslanec. Isto, ko sem do zdaj delal glasnik mariborskih problemov bom, ki jih moramo reševati na zakonodajni ravni, ampak tudi jaz si prizadevam, ne bom vse naredil v tem zadnjem iztekajočem tednu kampanje, da pridem v drugi krog. Gospod Jurjak, če ne boste županja, boste pa izvoljeni v mestni svet, kako se boste opredeljevali do vprašanj, kjer boste LPR in Gibanje Svoboda, glede na to, da ste članica obeh na nasprotnih bregovih? Jaz se bom opredeljevala tako, kot sem se zmeraj do sedaj, po zdravi kmečki pameti in v dialogu z ostalimi. To je prvič. In pa drugič, jaz v
tem trenutku imam službo, sem jo imela tudi predno sem bila izvoljena, sem jo imela tudi takrat, ko sem postala poslanka, tako da bom ostala na mojem delovnem mestu, kjer trenutno sem. Hvala lepa. Tako, spoštovane kandidatke in kandidati, cenjeni gostje v dvorani, gledalci na Večerovi spletni strani in poslušalci Radia Maribor, to je bilo Večerovo soočenje pred letošnjimi županskimi volitvami v Mariboru. Uredništvo Večera bo volilno tekmo pozorno spremljalo še naprej, zato vabljeni k branju, tako tiskanih kot spletnih vsebin, ki jih dnevno ustvarja naša medijska hiša. Spoštovana kandidatka in kandidati, vsem srečno v kampanji še naprej, cenjeni bralci in gledalci, vam pa hvala za pozornost in lahko noč. Ja,